The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Gasa. Evo, sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes pa z mano ni Petre, ampak je prav poseben gost. Več o njemu boste izvedeli tekom tega podcasta. Zakaj sploh prišel, najbrž se zdaj že vidi tlele levo od mene oziroma na vaši desni. Tako da evo, z nami distributer za Zoatu Evropo. Ja, podobno. Nejc Mausarno. Tako, evo. Če se lahko pohvalimo, smo kar solastniki, ampak evo, tako da z veseljem bomo kaj povedali več o čeveljčkih. The best. Po moje najboljš, da greva najprej nek backstory, zato da bo ljudje sploh vedeli, kako si sploh prišel do tega. Mi da se poznava, zdaj po moje, koliko že 10 let. Ja, ti si po mojem meni pomagal, ko sem jaz še rolal, hitrostno rolal. In si mi pomagal v bistvu z opremo, z takrat še Rudy Project v Čali. Ja. Tako da, ja, ena hvala še odkole javno tebi. Tako da od takrat se poznava, pismo po moje pa že 10 let. Ja. 10 tam nekaj mora biti. Ja, je Madonca. Takrat je bila glih, se v Maxi Sportu prenovila štacuna, glih. Ti si bil še ta stari, pa pol se je prenovila. Ja. Spravi 10 kil nazaj, no, če tako gleda. Pa ti si... Porobeh. Ne, jaz sem bil po moje že takrat. Se pravi, ti si hitrostno rolo, pa to je bilo zate pol profi, ne? Mislim, ja, to je, tako, ki me vprašajo, zadnjič sem imel enega, pa me sprašoval, kako je to profesionalno. V bistvu je bilo čisto profesionalno, to je bilo edino, s čemer sem se ukvarjal, ne? Ni bilo pa, da bi živel tega. Tako da to so bili še ona sladka leta, ki si se zbudil, si šel na trening, pa si čakal tekmo, pa po en stran nas ni zanimalo, koliko bomo zaslužili, pa kako bomo preživeli. Sem imel mogoče to srečo, ali pa itak sem imel, da so me starši lahko suportirali, pa da sem najdel sponzorje, tudi kot si bil ti, seveda, da smo se z opremo pokrili, pa da smo pač imeli za bencin, pa za spat. Ja. Ok. Pa greva fast forward. Do tega, se pravi, v Zoatu je bil v bistvu tvoj opremljevalec takrat za rolerje. Ja, taka zgodba je v bistvu, se pravi YPJ, da malo skrajšam je lažje kot njegovo kitajsko ime, solastnik naše znamke, je bil tudi v bistvu prej družinsko, že 25 let imajo oni tovarno, ki delajo s karbonom profesionalne drsalke za hitrostno drsanje, za rolanje. Rečemo čistko info intermezzo vmes letos v Cortini, mislim, da so dobili 6 medalj z njihovimi drsalkami. In pol je v bistvu med korono on prišel do mene ravno, ko je bilo svetovno prvenstvo v Italiji v rolanju z prvim modelom 001, črnim, da ima nekaj zame mi za pokazati. Najna zgodba je, da se prej poznava iz rolanja, pa sem za njegovo svetovno ekipo vozil nekaj časa. Sem jaz rekel, ja, pismo, ok, imamo čevlje, zdaj v kolesarskih čevljih sem bolj malo vedel, tudi nekih connectionov strašnih nisem imel. In je rekel, če bi mu lahko pomagal. In pa so v bistvu hkrati takrat odprla, mi imamo tako en headquarter v Šanghaju, ki je zadolžen za azijski trg, enega imamo v Kranju, ki je v bistvu za Ameriko, Avstralijo pa Evropo zadolžen. To pač mi delamo. In pa smo začeli gurati, ne, od vrat do vrat. Tako da, evo, zdaj pa, nekaj smo že pregurali. 5 let? Ne, še manj. Mi smo dejansko imeli prve čevlje na policah, v trgovinah smo imeli 2023, s tem, da to smo začeli, prvo je bilo Kitajska, so mečkem bolj odprti, zato Šanghaj, da smo jih imeli v Sloveniji oziroma Evropi, smo pa začeli konc 2023, začetek 2024, da so bile že čevlji v nekaterih trgovinah. Ja. Okay. Tako da ja, dobre 2-3 leta. Jaz sem predvsem presenečen nad tem, kako hitro v bistvu ste tudi prišli do tega, da jih v Sloveniji zdaj že kar neki profijev, ki jih voz, tudi v tujini. Kakšen je sploh postopek, da ti prideš do teh osebkov? Tako je bilo, tle moram jaz priznati, da nam je ful na začetku pomagal Hempi. In sicer s tem, tudi ena taka smešna zgodba, mi se poznava z Andrejem
prek mojega trenerja takratnega za rolanje, kondicijskega, ki sta skupaj na faks hodila. Okay. In pol vem, da sem jaz takrat s Hempijem, sem jaz prodajal takrat še neka športna oblačila, on je meni prinesel ene šprinterce, eno številko premehne, pa sem jih 5 let vozil, ene Nordwave še takrat. In pol je bilo slučajno, da sva prišla prek tretjega prijatelja spet skupaj, sem rekel, hej, Andrej, zdaj imam pa jaz ene čevlje, da ti lahko dan za probat. In sem mu dal za probat z Ato čevlje in je bil navdušen in je rekel, pismo, dej, jaz mojim fantom rekel, če bi kdo vozil. In takrat je bil Domo Novak je bil prvi, ki je bil pripravljen probati naše čevlje. Sicer seveda ni bilo to vse tako gladko, je bil malo skeptičen, pa nova znamka, pa kvačem za jaz to probati. Je imel pa strašne probleme z prejšnjimi brendi, ki jih je imel, je rezal čevlje, podlagal, se tega še ti veš, je veliko ful v kolesarstvu. Se vidiš pri meni. Ja, ti imaš tudi specifično tačko. V glavnem in pol smo pa v bistvu naredili mi čist molt po nogi in je bil zadovoljen. In on, pa potem Luka Mezgec, hmalo zatem, en mesec zatem je tudi Hempi nam pomagal priti do Mezgeca. Tako da one dva sta bila prva, s katerimi smo začeli, tako da smo super hvaležni, recimo, da smo v World Tour preko njih prišli, pa vseeno v Sloveniji in v tujini, mislim, da imata kar lepo ime. Pol je šlo pa, en pa po en, enega smo tako, kakšen nam je pol že pisal, pa sem jaz malo težil kakšnim, da smo jim pošiljali čevlje, so probali čevlje. Je pa tako, sred sezone menjati čevlje, se veš, sam je to, ker misija nemogoče, tako da smo čakali po večini, da je bilo to oktober ali pa rečemo konc Lombardije, pa da so pol lahko probali čevlje. Zdaj pa, če se lahko pohvalimo, jih imamo v World Touru, mislim, da 27, zdaj na Velti lahko razkrijem, da jih bo 7 z našimi čevlji. Včeraj smo dobili, mislim, da eno prvih večjih zmag, Oskar Only je zmagal v Burgosu drugo etapo. Tako da, kar hudo zmagal? Ja, je kar pismo, no. Šprintek. Tako da, Je kar dober. zdaj so še boljše etape za njega, malo stiskamo pesti, da je še kakšno. To pa nisem vedel, da Oskar Only. Ja, Oskar Only v bistvu je začel, on bi mogel že na Turu, pa se je na Dauphiné, ne vem, kako se zdaj imenuje, se je razbil, ne. Tako da zdaj na Vuelto gre kot lider. Kako smo do njega, rečemo prvi, to je pa pač meni tako čisto fascinantno. V bistvu tle nam je pa ful pomagal Borut, Fonda. Okay. On tudi sodeluje nekaj z Ineosom in pomaga, tako da so iskali eno rešitev za Oskarja, ker ima tudi težave s čevlji. Kaj zaradi širine? Ali? Ja, on ima zelo specifično ozko, tanko nogo in je zelo težko najdeti ta prav čevelj, pa da je volumen ta prav, tako da naš nov model Z1 Pro standarden, mislim čevelj, samo ta ozka širina, to je to, in zaenkrat evo. Da vidite, kakšen čevelj. Točen tega levos, Cak. In evo, je zadovoljen, tako da, se nam kar nekaj odpira teh riderov po večinoma, po vseh ekipah, ki nimajo sponzorja določenega za čevlje, jih že kar imamo, no. A pa malo, kjer ekipe, ko ima prav sponzor? Po mojem Shimano Specialized, ne? Shimano Specialized, pol imaš Jumbo Visma Manimbal, so official shoe partner, pa v bistvu vsi, ki imajo recimo brand kolesa, ki izdeluje tudi čevlje, jim načeloma ne dovolijo drugega brenda. Trek ima oni... Trek ima sicer Bontrager, je bil do zdaj, pa jim zdaj mečkam bolj pustijo. Okay. Quick Step, ki imajo Specialized, imaš pa tudi, kdo je še tak. Po mojem Space Scott, ne vem, a imajo še oni še cestne čevlje, ne, sem Scott. Imajo še nekaj, je pa zanimivo, recimo Pinarello Q36, jih imamo zdaj le 5 riderov, ki dejansko naše čevlje vozijo, pa imajo tudi svoje čevlje, ampak... Ja, samo njihovi čevlji. Ja, enim paše v ful, rečemo, Pitcock jih vozimo v paše, imamo pa jih ene par, jim je pa kul naši. Se mi zdi, da Q365 gre bolj po teh stopinjah, podoben kot je šel Asos. Asos je imel tudi svoj bike, svoje čevlje, svojo čelado. Pa Perel večinoma, ne. Pa so pa ugotovili, da je najbolj, da delajo to, kar znajo. Ja, itak pa vrhunsko, ne. Tekstil in vse ostalo. Pač mislim, da se Q365 ima isto čelade, imajo od Abusa. Če gledaš prav, kao kot Q36, kaj prodajajo, ne. Pedala mislim, da so delali z SRM-jem, pa sploh ni Power metra.
Tako da pač pa glede na logiko, ne vem ti, si kaj gledal, kaj imajo oni logiko teh pedal, da nova predolga, no, ampak. Mislim, jaz SRM, vem, da zdaj le delamo, če govorimo z njimi, SRM je dal nova pedala ven, ampak imajo tudi svoje klite pol za na pedala in mi zdaj z njimi bo prišel naš čevelj tudi, ker Q36 pa Shimano je že dal njihov karbonski čevelj z nastavki za njihov pedal, zdaj prije še z Uatu. Ko imaš 4 lukne, ne? Ko imaš 4 lukne, sam problem je pri tem SRM je zelo specifičen, no? Ni zdaj toliko velik trg za to, plus pol moraš imeti in določen čevelj in njihova pedala, njihov power meter in je... Se pravi, je toliko zanimanja, da ste se odločili, da boste tudi tak... Mislim, jaz mislim, da SRM, kakorkoli ima zgodovino, pa power meter vsi poznajo, je pač na nekem nivoju. Ne bo pa to standard production, to bo v bistvu čist bolj to naročilo. Ne? Problem je, za nas kot proizvajalce čevlja je problem, ker imaš ti čist svoj mold odpreti in to je pol za vsako številko, da mogo odpreti mold za njihov pedalo. Ne gre čestno, to je pol, ker nekrat mi imamo 120 številk. Samo te najbolj imeli pol sam ta top model, ne? Sam top model, ja, sam enega, ja. Ker tudi te čevlji njihovi so 700 ali 650 za 700. So kar brutalno. Neka taka cena, da sam rečeš, kva se... Mislim, jaz vem, koliko so naši, pa tudi naši čevlji niso pocena, ne? Ampak so rečemo ročno narejeni pa vse, pol pa pogledam kakšne 600-700 evrov, pa kaj vidiš malo, ker razrežeš čevelj, pa pogledaš, kako je narejen, si rečeš, kam je šlo to? Ne, mi je to kar malo... Šlo v višave. Ja, mislim... Jaz sem iz cajtov, ko so bile prve cene čevljev tam okrog 290 za top model, pa je bilo že to ful velik, pa so šli čez 300, pa se vsem zdelo, da se malo, da kva se tem dogaja, ne? Zdaj imaš pa tako CD, ki je bil včasih valov v kolesarstvu za čevlje, da je pač to top, imajo še najcnej čevlje, ne? Ja, res je, ja. Mislim, zdaj čevelj, težko govorim, kaj je dober pa ne, ker vsak moj neki, ne, ampak dejansko se pri 300 evrih začne, rečemo, nek spodoben čevelj, ne. Da je pa tako, vsak mu pravi, tiskati te paše na nogo je najboljše, ne. Sej to vidijo že pri meni. Ja, isto, ja. Sej lahko ti paše čevelj za 100 evrov, pa je vrhunski čevelj zate, lahko enemu za 600 ne paše. Tako da... Sej se mi zdi, da cena je najmanj pomembna, da je bolj pomemben, se pravi za, rečemo, odvisen je malo od brandov, kako imajo narejen, pa tudi za redki so, ne vem, pa imaš ti mogoče kakšen primer, da je prišel kolesar, ki dela 1000 kilometrov, pa da vzame zdaj ta najboljši čevelj, pač tudi. Ogromen tega. Aha, okay. V bistvu eno, ne vem, verjeten kolesarstvo vse malo je imiča, ne, tudi kakorkoli. Mečken. Drugače pa ja, jih imamo ful. Sicer jaz, recimo, zmer učim tele, ki prodajo pri nas, pa vse, ki pride stranka, ga je zmer vprašam, pa je mogoče smešena, ne, koliko dejansko kolesar, kaj kolesar, ne, zdaj, koliko dolg je na kolesu poprečno. In pol se včasih mogoče vse po skledu pluvamo, mu ne predlagaš lih najboljšega modela, ne, ampak mogoče on ga za mečkan manj, pa bo veliko bolj udoben čevelj, pa rajš se vozil na njemu, kukor pa se si sam videl, eni so res stiv čevlji, pol je oži gor in lahko ti je še toliko všeč, pa če zdaj vsako uro trpel na njemu, tudi ni najboljše, ne. Ne, čevelj, ne vem, kakšno imate vi prakso, ampak pri meni vem, da čevelj, ki ga kupaš, ti mora ustrezati, če ti ne ustreza, ki ga kupaš, pol ga pač ti ne bo ustrezal praktično nikoli. Mi imamo sicer to, da vsak naš čevelj je popolnoma hit moldable, kar pomeni, da ob stranke karbon ga lahko segreješ, je pa tako, kaj ti rekel, jaz stranki pravim, kaj si pri nas v trgovini ali pa kjerkoli, pa če teb čevelj že tle te mod, mi lahko še kakršen koli hit molding delamo na kolesu, se v ta bolečina sam potencirala, ne. Noga se ti bo razširila, ne vem, pritisk bo drugačen, blokevaš mi malo mogoče narobe nastavljen, bo to vse, mogoče to zadnja stvar, kar rabiš, že te boli, ne. Tako da mora ti biti čevelj že dejansko, ko ga gor daš, ti mora pasati, no. Ja. Grejo pol zdaj še malo naprej, se pravi, vi pri Zuatu tudi, kje, ali pa tako povej, kjere produkte imate vse? Dejansko samo čevlje, mi smo čisto specializirani za čevlje, imamo zraven, zdaj smo dodali še
ruzak za vso kolesarsko opremo, se pravi, kamor šlo, čevlja, čelado, power meter, oblačila, take stvari. Ta linija se bo še mečkaj razširila. Drugač pa čisto čevlji. Zdaj 20. augusta pride ven mountain bike čevelj, začetku septembra pride še gravel čevelj ven in imamo čist samo fokus na čevljih. Ja. Nogavice? Ja, nogavice, ok, rečemo nek promo material zraven je spravo, pa tako, da bi se šli pa nek strašen high-end apparel, pa zaenkrat nimamo to še čisto v svoji zgodbi. Mislim, da je toliko dobrih brandov, pa to je, se sam veš, kolekcija 2x na let se zamenja, številke še neomejeno. Mi imamo že tako pri čevljih, za primerjavo, Nimble ima recimo 25 številk svojih čevljev, rečemo 25 kalupov, mi jih imamo pa 120. Se pravi, od 35 do 49 pol številk Nero, Average White in to je kar malo peče. Ne, se bolj sem mislil tako, jaz gledam, da ima vsak shop, se pravi, da lahko da že poskrbiš, se pravi, če si za čevlje, da poskrbiš za to, se pravi, nogavice, je pol mogoče imeti blokeje pedala, pa ta fitting sistem, da mu lahko pač ti daš gor že prav blokeje, da isto nastaviš, kot je bil prejšnji čevelj. To se mi zdi tisto, ki je zaključena zgodba, pol pa pač vse, kar je dodatno, je sam nek, ko bi rekel, neke nove stranke mogoče lahko pridobiš, ne pa samo neki, ki so prišli sam zaradi čevljev. Ampak ja, to je res je, ja. Mislim, jaz imam v trgovini, imamo seveda mreže za blokeje, vse, tudi blokeje imamo na zalogi, tako da pač, tako kot se rekel, prekopiraš čim bolj, zdaj spet naš podplat je drugačen kot drug brand, ampak da mu vsaj osnovno naštimaš, to imamo. Zdaj, moja ideja je nekako odzad je, bolj, ko se bi širil še z produkti izven čevljev, pa kar enkrat mogoče malo fokusa zgubiš, pa tudi kvaliteta, mislim, težko je, da imeti fokus čisto na vse. Ne, mislim se, če imaš prodajalce, ki znajo določeno stvar prodajati, je bolj, da o tem pač vse vejo, kakor da imajo... Ja, 101 stvar. Ja, to pač ne gre. Sem pa opazil jaz pri teh, ki sem jih vozil, da kad daš blokeje, jaz sem bil zdaj skozi navajen, da dam blokeje čist nazaj, pa čist noter. Tudi pri strankah po večini, ki sem nastavljal, ni imel nobenih težav od različnih proizvajalcev čevljev. Sem dal pri sebi in sem v bistvu opazil, da se pravi na unih čevljih, da pride v bistvu noga dosti bolj ven pol, kukor je pa prišla pri meni pri sidiju. In pa sem jo dal glih kontra, sem jo dal sicer čist nazaj, ampak čist ven, pa je bila glih nekje tam za sidi čevljem. Tako da kako, rečemo, to boš ti najbrž vedel, kako je ta podplat narejen, glede na tako novodobno kolesarjenje, se mi zdi, da je kar došlo v drugo smer, kakor so pa poganjali, ne vem, 2000. Ena geometrija kolesa je spremenila, tako kot si rekel, meni se zdi, da bike fitterji zmer bolj zagovarjajo, da moraš ti, ne vem, z glutev vsi pa skvadri čim več moči proizvesti, ne več toliko zmeči. Tako kot si rekel, vse je šlo bolj blokeji nazaj, to smo mi tudi zdaj pri novih čevljih, pri ta novi projki in vsi ta novi, ki prihajajo, smo v bistvu ta hod za blokeje smo dosti podaljšali. Te, ki si testiral, so bile v bistvu še fiksne lukne. Tle v bistvu je že vse spremenjen, tako da lih to v bistvu ta problem, ki si ti izrazil, da imaš več manevrskega prostora, da si lahko v bistvu bloki naštimaš čim bolj. Mi vem, da smo recimo, mogoče malo vse plunil, ampak ta model, ki ga imaš ti za Eurorok, z ena Pro, ki smo testirali z World Riderji, recimo ta prve lukne, ki smo dali ven, so rekli, da je bilo 1 do 2 preveč od gonilke odmaknjeno. Se meni se sliši, milimeter, dvakrat na te na kolesu, ne čutiš, unkaj pa par ur pa čutim, pa smo v bistvu smo zamaknili kontra, da jim je zdaj pač pozicija, tako kot se zagreja. Tako da ja, ta feedback od tebe, pač ti sveč na kolesu ali pa od World Riderju je definitivno pomemben, pa je fajn vedeti. Jaz sem takoj opazil. Ja, no. Jaz, ki sem šel gor na kolo, pogledam dol, kako imam jaz toliko široke noge in pol sem šel od tle, tisti, ki veste, kje sem na Ziharlovi, do Petrola, ki je proti Bozanci, ki greš za center, to je mogoče kilometer. Me je očiščil nam poganjati. Je čist druga pozicija, ja.
čistnot postaviti, pa še vedno je bil glih to, ko si ti rekel, milimeter do 2 se mi zdel, da so pač še vedno širši, pač bolj ven, kukar pa prvunih. In to zdaj se pravi, pri temu modelu je pa to. Je pa popravljen že pri temu in pri ta stari projki so luknje že drugačno nameščene. Okay. Je pa ful zanimiv, ne vem, imamo pa recimo Rajoviča, Dušana, ki včeraj se je zmagal, ki ima mislim, da 14 zmag leto že ali 15. Moj pa ta model, ki si ti probavil, sam pač na locking sistem, mu pa najbolj odgovarja. Tako da je ful zanimiv pismo, kaj kom. Ampak ja, imaš point. Točno to, kar si občutil, je v bistvu na temo, ko smo prve luke naredili, smo dobili isti feedback in smo šli nov mol delati in spremenili pozicijo luka. Tako da ja. Okay. Ja, dober. Ja, fair point. A pa je še kaj tazga tako, že mi, da so se pogovarjala glede na to, koliko je fleksibilen čevelj in tisti red, kako imamo mogoče tisti prodajalci, ki smo v kolesarstvu že 20 let malo, ko bi rekel, napačno predstavo, kako mora čevelj izgledati, pa kar rečemo mi, jaz, ki sem pa cel življenje bolj kaj na CD prodajal, tam je bilo vedno tako, da pač ta čevelj nisi svetoval ta top modela nikoli kolesarju, ki je delal manj, ne vem, 3 do 5,000 km. Če jih je delal Jurija pa pol, smo mu že takoj rekli, vzem čevelj do 200 evrov ali 250, unih ta boljših, ki so full karbon, je pretrdo zate, te bo pekal, ni v redu. Zdaj v bistvu z temi čevlji v bistvu se to vse spremeni. Ja, zdaj, jaz me dosti jih vpraša, kakšen je naš indeks, rečemo, te stiffnessa, in po eni strani vsak proizvajalec ima čisto svoj indeks in je to ful težko primerjati, da Shimano Specialized naše. Druga stvar pa to, kar si ti omenil, čevelj sam po sebi ne sme biti več ekstremno trd čez celot čevelj enak. In zdaj večina znamk, kar delajo, je v bistvu oni, ki vlivajo molt ali pa karbon ali pa kompozitna vlakna, imajo v bistvu rečemo, to proizvajalci imajo en karbon, ali je to unidirectional ali pa 3K karbon mreža. In pri teh, če ti samo enega uporabljaš, imaš dejansko enak stiffness čez celotno površino celega podplata. Zdaj, mi kar imamo, mi uporabljamo oba karbona, s tem, da se igramo pač z layerji, kje damo več layerjev, kje manj layerjev karbona in naša ideja je, da pač na blokeju, tam, ko imaš ti največji power transfer na pedala, mora biti najbolj stiff čevelj. Po sredini podplata je lahko malo mehkejši zaradi same torzije pa vsega, da imaš ti udobje v čevlju, še zmeraj te bo držal čevelj, na nikamor šel, pa petni del mora biti spet stiff, v bistvu, da imaš ti dober hilok, ne vem, kaj šprintaš, kaj greš, vstaneš iz zica in vse tako. Druga stvar, ki je pa v bistvu ta volumen pri prstih, se pravi, če boš pogledal naš čevelj, že vizualno, ko vidiš, večina znamk je ful tako, predvsem teh italijanskih brendov, je v špičko narejena, pa podrte prste imajo. Naša ideja je nekako, da v bistvu prste moraš imeti frej, do širine mora biti, dosti volumna mora biti. Tako kot smo prej rekli, zjutraj zele imaš tako nogo, popoldne bo dejansko že po cel dan na čevljih še širša, 2 uri na kolesih bo še širša. Tako da v bistvu ta bow shape karbon, ki imamo, ladica ali kakorkoli stranski karbon, ti da dosti lateralnega suporta, da ne rabi biti na vseh delih preveč stiff karbon. Boš imel čisto dost, recimo, jaz temu pravim, opore stranske, da dejansko bo noga fokusirana sam, da daje pritisk na pedala. In tam na pedalih mora biti pa pač valjda ekstra stiff. Je pa tako, da rečemo, kad delamo pa za track cycliste, za šprinterje, unim pa vlivamo karbon, da je pa dejansko cel karbon in zgoren del in spoden je karbon, tam je pa pač tizga pa ne zlomaš. Tisti pa neudobno. Ja, ok, samo ne rabu on je za... On je pa, ja, na milimeter narejen noga, tudi vazelin časih si pomaga, da nogo sploh noter dajo, ampak je pa, pa 2300 vatov obrne, tisti pač mora biti. Čekaj, jaz to kvata obrne. Ma ti si mišica, Ne, ampak največ, ko sem jih, takrat, to je bilo 10 let nazaj, takrat, ko sem se še nekaj malo več vozil, takrat sem res po koncu, ko sem delal šprinte, je pogosto prišlo tako enkrat na 14 dni, da sem imel peak power 200 tam nekje. Ja, dobro.
S tabo ne gremo na kolo. Ne, sej. Zdaj, veš kaj, na kolo z mano je fajn, če je ravnina, pol tam sem kukar tako dober, Močen, pa če je spust, pa te kratki klančki takoj, ko gre, če vidim krvavc, sam ti bom pomagal. Ajde, nec, uživi se, videl gor. Včeraj sva šla s tem, ki pa ne zdela, se je bil tudi pri tebi doma Oblak, ki je še za Gustavo za lansko let. Aha. Fant. Zdaj ima serije, no, pa tudi nam pomaga dosti in včeraj sva šla, se neko, da greva na Naceta, to je tam na Škofjo Loko. Se vem, gremo vsak let večkrat. Pa je bil toliko solidaren, da se je zraven mene vozil, veš, lepo, ne. Pa so še pa nazaj, tam kucelce, kakšen čez tam le pušta ali pa hostel, se rekel, da je zdaj pa moj teren. Ne, pa se on se pele še zdaj. Hitak, ja, se je navožen, ne. Če je lani šele nehal. Veš, da, sam jaz sem malo počas gor pelal. Ma ne, se to, jaz že vidim, to se kle pogovarjamo, koliko je že na rekreativnem nivoju, koliko je tako enih 5 stopničk kolesarjev in rečemo, da če smo mi tam druga, tretja stopnička, jaz pravim, prvi so oni, ki se res, pač ki se ljubiteljsko vozijo, pa naredijo, ne vem, od Jurija do, ne vem, 3000. Pol smo pa tisti, ki smo tam od 5 do 10,000 nekje, ki se že vozimo, mislimo, koliko smo dobri. Pol je pa 4. stopna uni, ki že terkajo, pa ki se res na maratonih pelejo tako prvih 50 konstantno, pa tako, pa imaš pa une, ne, zdaj bil glih, mi imamo v klubu Kovačiča pa Lovšeta, ki pač on je, nivo, ki je pol profi, pa imamo, ne vem, zdaj bil pa Emeršič, ki isto v top 10 se voz na maratonih v Sloveniji, ali pa top 5, pa še zmaga, kaj ne, je bil zdaj glih v, kaj je danes? Četrtek. Ja, v torek je bil na rundi. Pač ja, on, ki ga je pretegnil, jaz sem v poravnini, pa rečemo, da poravnini sem močen. Pa sem komi. Se je tudi on rekel, ne, da je šel čisto ti. To je letel 60 na uro po ravnem. Jaz sem tako. Kakšne vate to obračajo, ja. To meni ni čisto predstavljivo. Vate sva zelo podobno obračala, veš, samo ni to lažje. Sam kaj hom 400, jih moraš ti 600, ne. Ne, samo je tako, je kar zanimiv, koliko so pač razlike med vsemi, tako da, fajn je imeti tako malo družbe, tako kot smo kle, da malo poklepetamo, pa to pa se mi zdi, da benemu ne zamera, veš, tudi če je tako, en kdaj malo pritisne, pride sem, se kaj napizdimo, pol čez minuto je že vse v redu. Tako da je kar, klele družba se je kar izoblikovala zelo v redu. Je fajn, ki greš z njimi, greš daj svojo družbo, ne, pa se malo jačaš, pa greš s kakšnim takim, pa te hiter prizemlji, da rečeš, večkrat mi še manjka. Ja, sej, tam je po moje dobro, ker se pol zavedaš to, da, ko bi rekel, nikoli, še takrat, ko misliš, da si največja riba v ribniku, pride enkrat ena, pač večja in je boljš, da ne delaš pizdari, ker te hiter prizemljijo, tako da, ampak ja, se mi zdi, da dejci smo itak taki, da takrat, ko se kdaj preteguje, jaz vsakič prav, pač, ko veš, da si močen, sam pogledam nazaj, pa vidim face, pa sam jaz tako, ajde, še eno predstavo višji, gremo akcijo. In pa sej tudi jaz, sej vsak trpi, ne. Sam takrat, to se v kolesarstvu se večkrat reče, ko si ti, ko se izživljaš nad drugimi, pa isto lahko trpiš, ampak boš imel une par procentov več, da boš lahko še bolj, ne. In pač to tako je. Vse mora biti, malo ego tam moramo dati manj, ne. Di mi še povej, vi ste lansko leto odprli shop, se pravi to, ko imate v Kranju? Ja, mi imamo v bistvu, zraven pisarn imamo še shop, tako da v bistvu vse številke, vse modele imamo tam, da lahko pridejo ljudje, probajo, kakšno kavo spijejo z nami, tako da karkoli jih zanima, vprašajo, smo zmer veseli, no. Kako pa rečemo, ne vem, so kolesari taki posebne sorte, tako kot imam jaz nogo, pridejo tja, ne vem, kako poteka pogovor, kaj zate tist, ne vem, pameten potek vprašanj, da ti zveš, kaj stranki sploh dati na nogo? Ja, velikih že pride, ne, k nam večinoma prihajajo z, rečemo, stranke, ki mislijo ali pa ki dejansko imajo širšo nogo, pa ki imajo kakšne probleme že več let s čevlji. To je največji, rečemo, bazen stranka jih imamo. Tako da po en stran zmeri, kaj naredimo, je
zmerimo nogo, dolžina, širina, pogledamo, zdaj mogoče nimamo nobenega foot fetiša, ampak zmer še jaz pošlatam rad nogo, ker v osnovi imamo različna stopala, že tem ena ima bolj mišičasta. Prej, da si pomečakal. Pa slikamo po OnlyFans. Foot fetiša. Majhen segment, samo dovolj. Veliko plačajo. Tako da, veš, zmer v osnovi ena je malo bolj mišičasta, ena je malo bolj, rečemo, taka čabi noga. Ne? In zdaj ona, ker ni toliko mišičasta, gre veliko lažje, tudi če misliš, da je white čevelj, pa te nič ne moti. Tiskama pa rečemo, že na dotik malo trša nogo, je pa res, moraš biti malo bolj pazljiv, kakšen čevelj, kako ga boš oblikoval. Ker mi zmerimo nogo, imamo določene size čarte, po katerih pogledamo, zmer je pa fajn, da pač prinesemo, rečemo, od pol številke različne modele, tudi različne širine, da stranka proba. Ker zmer je tako, size chart ali pa mere ti lahko pokažejo, da imaš ti za primerjavo, ne vem, wide nogo, pa ti bo average čist cool sedel, ne, s to, ker sam kalup čevlja je tako narejen, da nekje imaš ti lahko deformacijo ali pa kakšno kalcinacijo na nogi, ki imaš malo širšo, pa je un del čevlja, ne vem, že dosti širok, ostal del čevlja ti bo pa preširok in pa da ti noga odplav ni cool. Tako da, ko probamo par številk, par širin, fajn je, da je stranka, jaz zmer pravim, da je vzem si, ne vem, pol ure, bo tle malo v čevljih, da vidiš vstan, kukar tok. Ko proba, tako kot sem prej rekel, mora biti stranki že od začetka pol tista številka, ki je ta prava in pasat, ne da je kaj tam na 20 minut učilo, da reče, ja, se je v redu, sam malo me boli, da ima pol kaj drugega najdete, ne, tudi različne modele. Pol pa, ko stranka se za odloč začeval, zmer ima možnost, da pride kadarkoli nazaj, ko naredi na kolesu par fur, da reče, zdaj izmišljujem se, da jo tlele malenko zboli, pride nazaj, naredimo hit molding, se gremo čevelj samo na tistem delu, kjer je težava, lahko razširimo, lahko zožamo. Jaz zmer predlagam, da če je možnost ne pride s kolesom, ker jaz rad naredim hit molding postopoma, se pravi, naredim hit molding, reče, super je, ok, pej ti 2-3 km s kolesom narediti, prije nazaj, vse je ok, če ni ok, še mečkan, popravimo in je to. Ne. Tako da to je pol prednost, da lahko čevelj vsem čim bolj prilagodimo. Imamo pa kakšne stranke, to so predvsem, rečemo, top kolesari, ki imajo pa res toliko specifično nogo, predvsem tle govorimo o zgornjem delu narta, ki imajo toliko nizek nart, da dejansko ga čevelj ga ne prime. Kjerkoli čevelj probajo, ga ne prime. Ali pa imajo, ne vem, rečemo, Doma Novak je en takih seminov zamerov, ampak on ima plavutko po en stran nogo, ne? Ampak ima pa, če si predstavljaš, ne? Če je tle pavc, pa da imamo mi nekje, rečemo, to neka standardna pozicija, ki imaš mezinček, ima tako ekstra. Ne? In je imel pol od spred ful veliko prostora in vse, tako da takim pa pol naredimo dejansko, vzamemo mold noge in po moldu oblikujemo cel karbon podplat in zgoren del, tako da je pač čevelj te pol ulitane. Ok. The best. Kako pa je razlika, se pravi, z samimi blokeji, pa se pravi, ko pride kdo, ne vem, je imel prej kjere druge čevlje, pa pride do vas, že točno veš, ok, tam pa ne vem, zdaj to pa to znamko, zdaj še na naše, že vem, da moram pač malo bolj drugače postaviti, a imate pač une razpredelenco, kad daš čevlja gor in pač... Ja, mi imamo te mreže, imamo. Ja, no, mreže. Kaj naredimo, jaz za nekega eksperta moram priznati, kako nastaviti pa zdaj pozicijo nisem, naredimo že osnovno, ni problem, to, da imaš enak nazaj, naprej, levo, desno. Siguren je sam kot pri nas drugačen kot za vsako znamko, tako da stranka, če se le da, seveda proba, se večinoma niti ne občutijo, da smo iskreni, da je še milimeter razlike. Okay. Tisti, ki so pa malo bolj občutljivi ali pa pač, ki znajo poslušati svoje telo drugače, je pa tako zanimivo, pač fulih pa, ki prijo pod čevlje pa reče, zdaj moram pa najprej do bike fitterja, da mi on to zrihta, pa grem pa na kolo, veš, kot čas, nove čevlje gremo, komplicirati. Plus druga stvar, ki je pa mogoče malo bolj pomembna, naš stack height, se pravi samega čevlja, je drugačen proti drugim znamkam. Se pravi, mi imamo nižji stack height zaradi karbonskega podplata in vse. In to pa pomeni, da če so imeli prej neko bolj znano ali pa standardno znamko čevljev, bojo mogli si zdaj sedež verjetno mečkam spustiti. Večinoma drugih znamk, 90% ima precej višji ta stack height, to pomeni, koliko je višina od blokeja, recimo do podplata, in tam pa tisti je pa največja razlika. Tudi v prvnih čevljih, ne? Isto. Ja, tam pa lahko prije do kakšne
Ne bolečine, ampak neprijetnosti v kolenu, ker valjda si cela pozicija na kolesu, se ti zna mečkam spremeniti. In tam pa pol vsaj ga upozorimo, če imaš naše čevlje, če nismo prej teh, sme povej, kjero znamko imaš. Če noš lik do bike fittera, da je kakšen milimeter si spust, sedeš, kjer bo drug občutek na kolesu. Ok, ja, ne, saj sem imel tudi tak občutek. Čeprav jaz sem ga pogojeval na to, da je bilo kaj bolj nazaj bil postavljen. Ja, zna bi tudi to, no. In ja, tako da mislim, je bilo kar nekaj razlik in zdaj šele razumem tudi enega našega kolesarja, ki je vzel pretep čevlje, pa jih ni prav veliko vozil, či sam zaradi tega, ker je zdaj toliko treniral in je rekel, da pač ne upa trenuten sred sezone je to, vse se ti malo spremeni. Ker novi čevlji se mi zdi, meni je to najbolj hektično. Ne vem, če je kjerkoli pač čevlji, pa da, pri sedežu se mi zdi, da tako vsaj približen, mogoče veš, da je šlo na čist nekaj novega itak, se mi zdi, da meni kolesar ne gre, a veš čist neko drugo obliko, ne, da bi SLR-ja ali pa od Berka to lupino, popšel pa ne vem na SMP un model neki. Čist drugo, To pač ne vem, en mesec ti vzame sam položaja, ne. In pri čevljih je isto, Se mi zdi, da je kar ni toliko simpel, če imaš malo posebno nogo. Ne, ziher ni tako, kot pri športih, kot so smučanje ali pa rolanje, pa nas so tudi po nogah delali, pač to je ena taka kontaktna točka, ki ti je najbolj pomembna, pa največ, rečem, senzorjev ali kakorkoli imaš ti v podplatu, ki je to vse občutljiv, pa pritiske čutiš drugače. Tako da siguran je čevelj ena takih stvari, ki je fajn, da ko zbiraš, da zbereš pol tako, kot ti paše, Povedal si, MTB čevlji prihajajo, gravel čevlji prihajajo, kar se tiče cestnih čevljev, je to za SRM? Pač SRM je to knjižno, da tega niti pač ni, ampak prihaja pa, se pravi, cestni čevelj, kar še prihaja v letošnjem letu, je pa nova dvojka, to je v bistvu tisti entry level, ki ga imamo, ki je v bistvu edini čevelj, ki imamo z ravnim karbonskim podplatom, pa bolj gor del je tudi tako, kot 90% znamk dela, to, kde jaz temu pravim copatek varianta, da za rekreativce res najbolj paše. Pol prihaja še v bistvu pro verzija z vezalkami, tako da pride nekaj novega, ampak tisti bo konc leta, tako da tisti model za probat in tam bomo pa iskali v bistvu res en tak najlažji čevelj trenutno na tržišču, pa da je stiv, pa kar si videl, World Tour zdaj večinoma, mislim, fulih je šlo na vezalke. To je kar noro. Če cool zgleda. Dobro zgleda, pa aerodinamika, pa vati. Pa se ne vem, koliko je tam aerodinamika pa vata, ampak Ja, ful. pri vezalkah. Ja, veš kaj je fora, v bistvu vsa taka imamo locking sistem ob strani, ki so delali analize, kako ti gre veter, oziroma je vsaka, rečemo, ta obstakel, ki ga imaš ob strani, je dodaten upor. Okay. Tako da pol so smešne zame številke na koncu, pa si rečeš, so fanti 5 ur na kolesu, pa ko se šteješ te vate, pa tudi če sta to 2-3 vate, ki prešpara, pismo je to en kapen energije. Pa ne, pa se mi zdi, da vsi gledajo tako, se pravi, 2-3 vate načeloma pri moji teži, pri Pogačarju, če gledaš, obračaš še, ne vem, 30-40% praktičen average vatov več, pač tudi 2-3 vate, najbrž on ne bo vedel razlike, obračal 269 average, pa 200, ne vem, kaj je to, 72. Ampak če pa gledaš tako, da imaš tukaj, pa pol pri čeladi, pa pol pri očalih, pa pri nogavicah, pa pol, ne vem, če imaš rokave take pa drugačne, spet, ki so bolj aero, pa imaš spreden konc kolesa, ki je spet aero, pa ti prideš tako do cifre, ki je lahko 10% tvojega normalized powerja si ti prišparil. 25 vatov si rečeš in tam je pol razlika, ne. Sej sam en del ni, ne. Ker se pa vse to sešteje skup, pismo si pa kar, ne, in če so vsi optimizirani na maksimum, pol, če imaš ti top robo, boš avtomatsko, tudi če si slabši, si načeloma lahko boljši, ne. Ja, itak. Pa veš, 1, 2 urce, 3 urce, 4 urce se pa to že malo pozna, ne. Pa sej eni uri načeloma pač vsak zdrži, ne. Sam tako, ko so pa oni 4 ure plus. Če ne drugega, da se ti v 3. tednu pol pozna, ne. Ja, definitivno. Tako da ful gledajo na to in zato jih tudi
Mi smo imeli Domna, Novaka, on je bil skozi na teh, je tudi še zagovarjal, da ne ve vezalke, pa je pa letos probil prvič vezalke. Je zdaj vo sam na vezalkah. Pa une ali ima že ta noga? Ne, on ima po nogi narejen čevelj, ampak ima v bistvu tak model, ki si ti probil. Okay. Zgoran del je tak, pa vezalke in mu to zdaj najbolj odgovarja. No. Okay. Tako zanimivo, čist drugač nogo prime. Največja skrb, ki je bila, ki jo imamo od kolesarjev, ko sprašujejo, ok, zdaj bom pa jaz 2-3 ure na kolesu, pa vezalke, ne moram se tako naštilati, ki rečemo locking sistem. Pa je tako ena full simple rešitev, v bistvu pri vezalkah ti greš not v čevelj, pa je fajn, da si 5-10 minut z odvezanimi vezalkami, brez da greš na kolo in se v bistvu noga že toliko noter usede, da pol ne rabaš ti pretegovati. Ti si zategneš normalno in vezalka ima to prednost, da te v bistvu ti drži nogo skozi na istem mestu. Da pa vsak mu nekaj paše. Ne vem, jaz, ko sem z vezalkami probil, se pravi, pred temi čevlji, pred temi mojimi, ki si jih videl, sem jih imel od Berka en let, pa sem se v bistvu ful dobro počutil, ful mi je bilo vse v redu in zdaj pa ko boste dubali sred zime. Zdaj pa tisti, ki ste me že sprašvali, kaj se dogaja s čevlji, vam lahko povem, da čakam tole, če bo vse po srečo sredo pridajo in boste videli naslednji teden v četrtek v vlogu, bo že noter, tako da boste videli celo izkušnjo, bo vas šla še do Nejca posnet. Če bojo prišli, drugače bo pa v kratkem, no. Samo to, da novte kaj preveč. Bo šla en krog še. Ne, nestrpni. Ja, jaz moram priti še do Ljubljane, moram delati. Tako da jaz moram v sredo štartati 8:45 proti Ljubljani. Ja. 5. štartaš, pa malo še za en krog frej. Ja. Se vas zmenila pa raj za vikend, boš prišel ti sem, pa boš prišel na izlet. Pa bomo še kakšen dogodek organizirali, tako da tisti, ki bi radi videli čevlje v živo, kukarkoli, bo z Nejcom probala nekaj splanirati za letos. En datum že imamo, ko boste tudi v kratkem zvedeli, bo septembra, tako da takrat upam, da se vas bo čim več zbrali na naši lokaciji. Jaz bom pa probal dobiti še kakšnega, ki bi kaj razstavil, kukarkoli, zato da bo malo bolj zanimiv klele potekal. Tako da je pismo po mojem to. A si ti še mislil še kaj drugega? Jaz mislim, da si zmagal. A si ti obeta še kakšen nov kolesar? Dajmo to pustiti. Imamo jih kar ene par v pipeline, tako da bojo kar še neka zanimiva imena, definitivno. A pa to moraš ti prav pogodbo z njimi podpisati tudi, ali je pač to... Ja, imamo. Enoletne. Kar z vsemi imamo. Zelo različno. S kjer imaš pa zdaj najdle pogodbo? Ne, imamo po 2-3 leta imamo, tako da da saj nekaj časa imamo, gledamo pa ful tudi v bistvu mlade kolesarje, Devo tim in vse to. To nas še najbolj zanima, če sem iskren. Se pravi, Gusto imajo, ne? Ja, Gusto ima cela ekipa, v bistvu naše čevlje že lansko leto so imeli, pa letos imajo. Gospod Žigec jih je ful pohvalil, pa če si ga videl na Pogi Challengeu, oziroma ne na, kva je to, kriterij Pogačarja, ki je šel po ta zadnjem gor. Dobri so bili, da je bil včeraj njegov oči pri nas. In nam je posnete kazal. Vidiš, so naredili šov. Na Pogi kriteriju jih je bilo kar nekaj, je bilo fajn videti. Ne, pa tudi pola after je bil kar fajn. Evo, obiski. Mava še podcast mirsati. Se sam zasmeji. Tako da, evo, Nejc, ful hvala, ki si se danes oglasil. Hvala tebi. Vi, če imate kakršenkoli vprašanje, upam, da ste danes dosti stvari izvedeli, kar se tiče čevljev, kaj je za gledati, kako se čevlji razlikujejo, kaj je mogoče tudi posebno zdaj pri Zoatu čevljih. Mogoče te lahko še to vprašam. Večinoma si rekel, da hodijo k vam za te, ki imajo široko nogo, za Oskarja si pa omenil, da ima pa pač zelo ozko nogo. Se pravi, imate v bistvu cel spekter pokrit. Cel spekter. Mi imamo, se pravi, vsi naši modeli so ozek model, standard model, pa širok model. S tem, da za azijski trg, predvsem tam Singapur, Malezija, delamo tudi ekstra širok model.
kar pa pri nas večinoma ni potrebno. No? Ampak 90%, kar jih imamo po Evropi, vzemajo standardni model čevlja. Okay. Razlikuje se pa seveda te 3 širine, se razlikujejo po pač karbonu ob strani, koliko je širok, pa tudi volumen pol, se pravi zgornji del je mečkan drugačen. Okay. Ženske? Ženske vzemajo presenetljivo kar največ average, se pravi standard model, in isto paše na nogo, tako da nimamo pa posebej ženskih ali pa moških modelov. Zaenkrat nismo neke potrebe videli. Ja, ženski pri drugih znamkah, ja, točno tako. Samo to je bila razlika, pa kdaj so kakšne nore barve dali ven. Ja, to je zdaj, kot so se prej pogovarjali, mogoče sreča ali pa ne. Sreča, verjetno. Ja, za nas je sreča, da večinoma imamo vsak model belo pa temno, pa moram povedati, da 90% gre belih čevljev, siguren. Se vidim že. Jaz pri nas ostajajo samo črne stvari. Ja. Se pravi, ali je to majica, ali so očala, ali so čelade, ali so štumfi. Črna je vedno, mi jo prodajamo 25% v primerjavi z belimi. Mi še belih še večji procent, sigurno. Ja, pri čevljih je še toliko bolj zaradi tega, ker vsaj, kakor sem poslušal, ne vem, to na podcastu, pri materialih samih, pri tekstilu so ga že naredili tazga, da tudi črn tekstil se ne navzame toplote. Medtem, ko pri čevljih, pa pri čeladi, pa še vedno niso tega naredili. Mislim, ne moreš kaj plastika, mold sistem gor, pač nažalost, kot avti, ne. Če imaš črn avto, bo tudi bolj... Siguran se drugače se gre. Zdaj, sicer airflow pri čevljih pride od spodaj večinoma pod karbonom, tam mora biti dozračen čevelj, pa seveda gor tudi. Je pa, ko si enkrat v klancu, pa ti prebija direkt sonce, direktno siguran se meče. Pa pri tej vročini se mi zdi, da je pa še... Tole je... Zdaj, da lahko povem, sem imel par strank, zdaj prišlo pa k vozu 35 plus stopinjah, je noga čist drugačen od čevljev. Kjerkoli brand ima, je noga ful širša. Tako da so nov folk ustrašil, zdaj imajo, eno je od Japank, eno je od vročine, to je noga še bolj zateče. Ja, isto, ko si omenil, polet, ko smo dosti v natikačih, se mi zdi, da se noga zelo hitro razširi. Ful se razširi. Že, tako kot sem prej rekla, popoldne je noga drugačna, kot zjutraj, ko si cel dan na nogah. Drugo je pa sonce, se že, ko vidiš na plaži, če si, ne vem, imaš zvečer siguren bolj utečene noge, pa se ti zdi, ali pa to je podoben efekt, kot na avionu, ko priješ z aviona, saj meni se zgodi, imaš stopala krvo. Misliš, kaj je to mali slonček? Ja, ti dosti potuješ, da veš. Mi ne opazimo, ko gremo enkrat na let, mogoče z letalom. Kompresijski štumfe. Ja, a veš, da včasih sem jih res imel, sem samo odkledal. Ja, mi tudi. Ja. Zdaj šlo kar malo ven, po moje. Čeprav jih pogrešam, fora je, da sem jih izgubil, da bi jih dal že večkrat gor. Ne vem, kje so. Sem se prevečkrat celil v zadnjih 4 letih. Še enkrat hvala, ker si prišel. Vi pa spremljate kanal. Upam, da ste uživali. Če imate še kakšno vprašanje, pa napišite spodaj v komentarje, pa bom jaz Nejca vprašal, pa bomo komentirali. To je to, sončki, do naslednjič. Čau. Čau. Se vsakite sončka, ne? Ja, sončki, ja.